Pozdravljeni, sem mama MEPI udeleženke in mogoče v teh korona časih vsi razmišljamo, zakaj MEPI. Ker sem tudi sama učiteljica, sem MEPI vlogo spoznala tudi s strani mentorja, vendar danes bi mogoče z vami govorila samo v vlogi starša v procesu MEPI. Torej, zagotovo se vsi starši v današnjih časih srečujemo z mislijo, kako odstraniti otroka od tehnologije, kajti naši učenci so prikovani na računalniške ekrane kar nekaj ur na dan in iščemo načine, kako jih od tega odvrnemo, in tu vidim prednosti MEPI-ja. MEPI-jevci še vedno lahko prostovoljstvo izvajajo tudi v času epidemije. Seveda je treba poskrbeti za primerno zaščito, torej maske, varnostna razdalja. Zagotovo v vsaki skupnosti, v kateri MEPI-jevci živijo, poznajo nekoga, ki je potreben pomoči, mogoče starejšo osebo, invalida, mogoče nekoga, ki preboleva bolezen in rabi stvari iz trgovine, iz lekarne, mogoče samo nekoga, ki rabi pogovor. Tudi pogovor je lahko seveda preko spleta, lahko je preko telefona, če pa se zagotovi zadostna varnostna razdalja, sploh v teh lepih sončnih dnevih, je pogovor lahko tudi zunaj, seveda zopet ob ustrezni zaščiti. Dejstvo je, da so MEPI-jevci mogoče v teh časih odtegnjeni od svojih mentorjev in je zato vloga staršev v tem procesu še toliko bolj pomembna, da se tudi starš zave, spodbuja svojega otroka in mu predstavi koristi procesa MEPI. Na drugi strani pa tisti MEPI-jevci, ki jim je socializacijski vidik še vedno težak, lahko te svoje veščine oziroma prostovoljstvo opravljajo preko spleta, se povežejo z raznimi organizacijami, morda z domom upokojencev v lokalni skupnosti, in preko spleta komunicirajo z ljudmi, ki pač so željni pogovora, potrebujejo neko spodbudo, lahko tudi napišejo kakšno pismo in ga pošljejo. Možnosti je neomejeno število in kot sama velikokrat rada rečem, kjer je volja, je tudi pot. In prepričana sem, da je MEPI ravno v teh kriznih časih prava pot za našo mladino.